Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Še nekaj ur nas loči od vstopa v novo leto. Koliko šek in navad se je spletlo skozi stoletja tudi v našem slovenskem narodu. Praznik se seveda za nas začne s Kristusovim rojstvom, z Božičem. Zelo pa so pomembni ti dnevi ob izteku starega, kakšno bo prihajajoče leto. Gotovo ste že slišali, da tako kot bomo preživeli večer leta, ki se izteka, takšno bo verjetno celotno leto. Ali date kaj na to ali ne? Poglejmo, kaj je nekdaj zaznamovalo Silvestrovo. Niko Kuret v knjigi Praznično leto Slovencev zelo podrobno popiše, kakšne so bile nekdaj navade in običaji. Da bi bilo veselo na prazniku v hiši, so si radi govorili: če dobre volje in sit stopiš v novo leto, boš tak vse leto. No, in gospodinje so na Silvestrovo marsikje pripravile mizo, kakor za Božič. O tem pa več tudi v kratkem pogovoru z gospo Marto Toplak, ki je postavila pravi muzej kraljic in posebno hišo Marte, zavetnice gospodinj. To je res. Zdaj kraljica, seveda, kraljica je zaradi tega, ker je potem ona je tista, ki ima dom urejen. Eno so kraljice, kot je ta kraljica moja, ta muzej dediščine kraljic, ki predstavlja visokost, spoštovanje, vse, kar so naši predniki delali, to je ta muzej. Drugo pa jaz v tem mojem gospodinskem domu, po vzoru svete Marte, tudi predstavljam kraljico. Ta kraljica pa predstavlja to, da je tako osebnostno zrela in potem je ona tista, ki ima, bi rekli, da ni kraljica samo nazven, da je to urejena soba, je urejena kuhinja, je vse na svojem mestu. Tu pa je potem predstavitev te kraljice. V Martini hiši učite tudi peke. Koliko je zanimanja, gospa Marta? Tudi v tem prazničnem času priprave potic in ostalih tradicionalnih pekovskih dobrot? Ja, nekaj je, ni pa prav veliko, predvsem pri mladih ne. Zdaj pač se vse dobi, hitro se vse pripravi, ampak ta način, kot je tu bil včasih, domače pač ima svojo vrednost in na podlagi ekonomije, denarja pač se vse skupaj lažje kupi, ampak nekaj se potrudimo, nekaj pokažemo. Tako da je res, mi smo pripravljali zdaj v tem času, kot gre čas, božične kekse, ki se dajejo na jelkico, na smrečico, tako kot je to bilo včasih, luknjico, zvezdice, pa tudi za tepežni dan smo pekli že ptičke, peka kruha, sadnega kruha, potice, tako da bo vse naredil za te praznike. Spodbuda, gospa Marta, za vse, ki se bodo lotile praznične peke in bodo imele, upam, da tudi pomoč pri svojih družinskih članih. Spodbudite, zakaj je vseeno drugače, če doma diši. Sigurno, to je pač nekaj posebnega. Že ko priješ v hišo, ne, po domačem kruhu, recimo, to je en poseben von, ki diši že na zunaj, ko stopiš v kruhu, ne. To je pač na veselje, pa sadni kruh, to bomo že danes pripravljali. Nam lahko zaupate en hiter recept za sadni kruh? Ja, včeraj sem si že pripravila, narezala sadje, orehe, jabolka posušena, pa rozine, kakšna figa, kakšna pomaranča, karkoli suhega, to se pač vse skupaj nareže, pa se da v sladkor malo, pa v rum in to čez noč pustimo, malo premešamo, tako da to mora imeti en poseben okus, dišeči okus, potem pa pripravimo testo. Testo je kot za običajen kruh, naredim testo, med to sadje se mora to testo zdrobiti, da se testo in sadje poveže. Skupaj premeša močno, tako da je to knap. Na koncu, ko je to ena bunka z testom in sadjem, potem pa mi to lepo v testo uvijemo. Ga lepo razvaljam in tam to bunko v to testo, pa od vseh strani obrnem skupaj, tako da je to spet kot ena krogla, katera se da potem vzhaja
kar pustiš nekaj časa, malo dalj časa vzhaja in speče. In je to najboljši domači kruh. Je pa odvisno, koliko daš sadja notri, ali hočeš, da je to res zelo gosto, ali daš malo. Lahko pa bi dali tudi samo orehe in bi bil tudi malo drugačen kruh, ne. Hvala lepa, gospa Marta, za ta namig, za hiter recept. Blagoslovljene, vesele, tudi okusne praznike. Ja, hvala vsem poslušalcem, vesele, radostne, blagoslovljene praznike. Hvala lepa, pa lepo zdrav. Pogovarjali smo se z gospo Marto Toplak, ki vas vabi v svoj muzej kraljic, tudi v hišo gospodinje Marte. Naj se danes na Silvestrovo tudi na vaših mizah znajde kakšna okusna jed, morda celo pripravljena po starih receptih. Nekdaj jedi niso izbirali po naključju, ampak so skrbno izbrali jedi, ki simbolizirajo srečo, obilje, zdravje. Med te jedi spadata svinjina, ta simbolizira napredek, saj prašič rine naprej, pa tudi sarma, ker naj bi kuhani zeleni listi zelja spominjali na zložen denar. Srečo in bogastvo pa simbolizirajo tudi okrogle sladice. Če se le da, pa se danes izognite perutnini, kajti kura praska nazaj, poleg tega ima še peruti. Kot namig, če ste ravno sredi priprave, česa se lahko še lotite. Naj bo okusno, naj bo srečno in zdravo. In se ob zgodbah naše dediščine srečujemo tudi v novem letu. Zakladi naše dediščine.